Skratka, zdaj, kot vemo, jezikovni pouk slovenščine je večplasten. Zagotovo imamo na eni strani razvijanje sporozumevalne zmožnosti, to zdaj zadnjih 20 let se precej poudarjam. Iz teh besedil seveda moramo potem tudi na nek način sistematizirati, abstrahirati jezikovni sistem, knjižnega, standardnega, zbornega, kakorkoli ga imenujemo jezika, po jezikovnih ravninah. In seveda, potem je še tista tretja rubrika, ki je učena načrtu podeljena kot zavest o jeziku, narodu in državi, kjer pa nekako moramo vedeti, kaj sploh je slovenski jezik, odkot se je vzel in zakaj je pomenilo, da ga uporabljamo. Podobno seveda kot pri knjižnem pouku, jasno, tudi razvijamo na strani bralno zmožnost in potem, kot je tudi danes že povedano, sistemsko literarno, torej sistemski pouk, torej poznavanje literarne teorije in zgodovine, seveda po obdobjih, kar nam dati nek širši vpogled, ne samo v slovensko, tudi v evropsko književnost, kulturno zgodovino in to seveda jasno umesti nekako slovensko književnost znotraj evropske književnosti, zato je tudi pomembno to obravnavanje po obdobjih in smo zopet seveda pri kategoriji zavesti o jeziku, narodu in državi. Zdaj, seveda, jezikovni pouk je jasno, kako nekako diagnosticirati, kaj se dogaja pri jezikovnem pouku. Eno je to, da pogledamo učbenike, kjer seveda je v zadnjih 20 letih bila uspet predvsem sporozumevalna zmožnost besedilne vrste. Zdaj, na srečo smo dobili tudi neko abstrakcijo jezikovnega sistema v pedagoški slovnici kolege Arkačiča leta 2017, ki se prijemlje, kot slišimo. Imamo pa še precej deficita in precej desiderat na tem vedenju o slovenskem jeziku, prostoru in družbi skozi čas, in torej v tistem vedenju o jeziku narodu in državi. Zato smo se potem tudi pri Jezikovnem društvu Slovenije odločili, da v zadnjih letih več pozornosti namenimo prav tem temam, da pridejo nekako v širšo zavest in potem seveda tudi upamo na neke standarde znanja, kajti zavedamo se, da je pomembno to poznati. Tako da, če grem zdaj samo skozi zadnje 4 zbornike, ki sem jih uredil sam s kolegico Linijo Rezoničnika, smo se najprej posvečali slovenskim jeziku in njegovim sosedom, ki jih nekatere dobro, nekatere manj poznamo, pod geslom spoznali svoj jezik in jezik svojega soseda. Potem smo skušali iti malo širše med Donavo, Alpami in Jadranom, kjer je in je bila nekoč veliko več, bolj prisotna, severneje prisotna, kot smo ugotovili letos, tudi slovenščina. Predvsem, da bi nekako preverili vsaj namena neke novejše teorije o srednjeevropskih jezikovnih zvezah, ki pa so se izkazali za bolj trhle. Potem je sledila umestitev slovenščine med slovanske jezike, med južnoslovanske jezike, bolj natančno, in letos potem še slovenskega knjižnega jezika kot sociolekta v ta, bomo rekli, slage romano, to bi pojasniti, zakaj mi zapisujemo slovenščino in ne morda kakšne stare cerkvene slovanščine kot bolj na vzhodu in zakaj uporabljamo latinično pisavo nekatere druge. Tako, zdaj to nekako je to, kar je bilo v teh letih na tapeti, na kongresih, o čemu se je debatiralo in moj prispevek temelji ravno na teh objavah, na teh spoznanjih zelo na kratko in so nekako strjene v članku, to je pa zdaj samo nekaj poudarkov. Zdaj, seveda, kaj je sploh slovenski jezik? Zdaj vemo, da jezik seveda se pravila v prostoru in družbi. To je vsem popolnoma jasno, ampak lahko pa tudi ni jasno. V razpravah, ki smo bili v stroki priča pred 2 letoma o pravorečnih problemih, smo imeli na eni strani ljudi, ki so mogoče gledali predvsem jezik v prostoru, nekateri, ki so poudarili samo družbe brez prostora. Seveda, to gre skupaj. Tudi v prejšnjem referatu je bilo to jasno pokazano, seveda oboje se spreminja skozi čas. Torej imamo res razne različice, tako prostorske, zemljepisne, če želite, družbene, kot pa tudi časovne.
Zdaj, v romanistiki to imenujejo diatopija, diastratija in diachronija in mislim, da to povzeto po Koselju in je torej nekaj standard v nekaterih jezikovnih okoljih. Zdaj tu ne bi detalje, si lahko preberate, torej zdaj pojem slovenski jezik, če ga vzamemo kot celoto, zaobjema to, o čemer piše v bistvu Željko Polišič v svojih prvih stvareh svoje slovnice, da zaobjema vse prostorske in družbene ter obojih časovne različice. Torej vse to, kar vse zvrsti. Da ni samo ena zvrsta, pa ni pač neka redukcija. Zdaj v zadnjem času imamo precej tudi debat, slovenski smo znani po terminoloških debatah, ali imamo pripon ali priponsko vrazilo, ali imamo literarne zvrsti ali vrste, ali se je eno ali drugo. Tu seveda gre jasno za terminološke besedne zveze, ki so leksikalizirane, ki jih ne smemo, če ne vemo, kaj to je, terminologizacija, kaj je leksikalizacija, tako naprej razumeti etimološko, torej to, kar je v knjigi. In če pogledamo malo vsaj po slovanskem svetu, s katerim se ukvarjam, vidimo, da imamo v teh jezikih bodisi nek standardni, nek knjižni, literaturni, literarni in podobno spisovni, učešni, tako da v bistvu nekako nekih razlik ni terminoloških, če pogledamo med jezikov. Dobro, zdaj, ko sem že ravno tudi malo etimologa in primerjalnega jezikoslovca še Sloven, Slovenec, Sloveni, Slovenski, samo poimenovanje tega jezika, ki se pojavi, kot vemo, pri Trubarju, potem se pojavi v 19. stoletju, seveda staro in prvotno, torej podedovano, in prvotno res poimenuje Slovanje, slovanski. In zanimivo je to, da se to poimenovanje ohrani na obrobju slovanskega jezikovnega prostora. Torej, slovenščina, slovaščina, slovinščina, Slovenje v Solunu, nekoncentni metod, na severu vzhodno slovanskega prostora in seveda jasno so hrani tam, kjer so Slovani prišli v stik z drugojezičnimi in so seveda s tem se hoteli razlikovati do njih. Drugovce pa seveda uveljavili druga poimenovanja. Zdaj v prostoru seveda govorimo o slovenskem jezikovnem prostoru, in to pomeni tam, kjer je slovenski jezik prisoten, vsaj od 6. stoletja, nekoč bolj proti severu, še danes to, kar je Slovenija in zamejstvo. To mislim, da je res treba poudariti, to razlikovanje med na slovenskem v Sloveniji. Pred časom sem bil zelo, zelo šokiran, ko sem zgoščenkov darilo za nekoga, ki je pri tem sodeloval, kulturni antropolog, z ljudske pesmi v Sloveniji, je prva pesem tam, kjer teče bistra zilja, da rečem, da pač to pa ne gre, ali na slovenskem ziljo, ali pa v Sloveniji pa brez zilja, in potem seveda sem bil poučen, da sem pretok, da danes tam ti pogleda malo bolj široko, da je več ne, da smo pluralni, tako naprej, skratka, državne meje najbolj niso pluralne, pa ta dejstva, samo tako malo. Seveda, jezikovni prostor je nekako tudi drugod uveljavljena terminologija, recimo dojča šprahra, podobno tudi drugi jeziki, in kaže pač neko objektivno prvino, torej da jezik tam je. Na tem prostoru, zdaj ozemlje, teritorij je že problem, kar je implicira neko bližno pravno, omejitev je stereotipno problematično, narodno-politično, pa se zahteva tudi veliko samoopredelitev, kar pa na tem slovenskem prostoru ni vedno samoumevno. Zdaj seveda, to imamo zdaj jasno. Jezikovni prostor se najlepše kaže na tej karti slovenskih narečij, ki gre seveda na Riegler-Logarjevi. Zdaj tu imate najnovejšo različico 22, raziskave še potekajo, južna meja, ko vidite, zdaj potegne nekoliko proti jugu, in upamo, da bomo v nekaj letih te raziskave videli kot pa ta slovenščina, kot seveda v prostorskem smislu tudi seveda sega. Torej, to je bila slovenščina, slovenski prostor. Pomembno, da vemo, kaj je prostor slovenščine. In seveda, kaj slovenščina obdaja. Zdaj,
na tem prvem simpoziju smo začeli, če se spomnite, s to zdravljico, s kolažem, živela je vsi narodi, što dočekati žele dan, in ke lahko val soreli, die Welt in dem alten Streit entsag. Meni ravo les sabat amico non ostile vicino. Ena taka zanimiva zadeva, ki jo lahko pravite recimo v razredu, in vprašate, v katerem jeziku je kateri vers. Ker vedno govorimo, kako je slovenščina edinstvena, tem prostoru, slovanski, romanski, germanski, ugrofinski prostor. A to res vemo, kdo, kdaj, od kdaj, to pa je potem se tudi drugo vprašanje. Tako da o tem je tudi več prispevkov oziroma tem tudi zbornikih, če vas to bolj natančno zanima seveda. Do najnovejših seveda jezikov, ki prihajajo od blizu in tudi nekoliko bolj oddaleč od drugih celin. Zdaj, to je bil prostor, torej dokot slovenščina sega, potem pa še seveda družba, implikacije. Tu seveda se bom ustavil predvsem v vlogi sredstva sporazumevanja po javnem govornem položaju, nekega pravi slovenski knjižni jezik. Jaz pač v tisto arbitrarno, če knjižni, zdaj lahko ta knjižni nalepite na to ali standardni, ali zborni, ali kar želite. Tako, skratka, to mi ni pomembno, trbliga mi ni pomembno. In seveda jasno, za mesto imamo težave, da ta knjižni jezik ne deluje povsod, tako kot recimo bi pričakovali, da se tam, kjer seveda je odsoten zaradi nekih zgodovinskih in sedaj še bližnjih razlogov, pojavlja deficit knjižnega jezika krovnega in seveda se pojavlja potem neki zapisani pokrajinski knjižni jezik, krajevni ali pisani, še karkoli jih pač hočemo imenovati. Zdaj, v članku sem lepo potem obdelal celotno zaščitno zakonodajo, tako v vseh 5 državah, po členih in tako, da je nekje to zbrano s citati. Tega zdaj ne bom, Kar se pravnega statusa jezika tiče, seveda, se različne države razlikujejo od tega, da planujejo jezik, torej jezikovna manjšina, to neka narodna skupnost, narodna manjšina, narodnost in podobno. Tudi zaščite so drugačne, večina držav zagovarja alkohol, Slovenija, Italija, Avstrija in Mađarska, na Hrvaškem seveda imamo potem 22 manjšin, tako avtohtonih kot alohtonih, torej 600 000 Srbov in 45 Poljakov ima iste pravice in isto zasebstvo, seveda tudi potem ostalo. Zdaj, zelo pomembno v teh bolj ranljivih prostorih je jasno slovenščina v šolstvu. Tako da tu sem potem tudi neko tako tipologijo, kako je z manjšinskim jezikom. In samo še dve prosojnici. Jezik je lahko seveda učni jezik, lahko je pri enojezičnem pouku, lahko je učni jezik pri dvojezičnem pouku, lahko je samo v osnovni in srednji šoli, ali samo v osnovni šoli in lahko ne postavi učni jezik. In ne boste vreli, če to stanje v šoli primerjamo s stanjem diglosije in pojavljanja neknjižnih različic v javnosti, ugotovimo, da prihaja do popolnega prekrivanja